Gremo dal. Jaz povem par podatkov. Je zdaj tisto, kar je danes stanje, je 53 bolnikov s koronavirusom v kliničnem centru. Od tega jih je 14 v enoti intenzivne terapije, zapljanja na zunaj telesni obtok, se pravi 61-letni moški, ki je toliko bolan, da samo Če pa že vnaprej znamo, da je pozitiven, gre pa direktne kliniko, razen če narab posega, ne, pa imamo tukaj neka kirurška covid cona, se da oskrbi pol. Še bo november. Po noči je bila zelo fejs. Ki bomo postavili pred infekcijsko kliniko, da je tudi ideja stroke, da bomo v bistvu spremno ambulantno zajemanje blizu pa to postavili pred kliniko. Ker klinika iz leta 57 je tako drugače infrastrukturno, bom rekel, preživeti, ali pa bom dlje preživeti, ampak na začetku marca v kontejnerski objekt, ki bomo ta teden postavili, končno pridejo ti kontejneri, da bo ta ambulanta pacientov v bistvu obravnavala zunaj. Noter bo 6 ambulant, kjer bodo čakali na bris. Sprav, da ni treba, ker zdaj ga sprejmemo na oddelek, tako imenovano sivo cono, in nam tam poiskati. Kaj je pa danes stabilno, da je to poja, ki je problemno? Mislim, je, no, kardialno še ni čisto vedno, sicer sam nikoli še tegač, da je bil infekcijski. Smo ga pričakovali. Ja, sam bi plus minus. Zdaj, vse ukrepe, ki jih je vlada sprejemala na podlagi mnenja stroke. Res pa je, da dolgo časa tako imenovana stroka v Sloveniji ni bila enotna. In smo morali vedno pogledati še tudi, kako so se na podobno grožnjo, ki je seveda simetrična po celi Evropi, pravzaprav po celem svetu, odzivale druge države in strokovnjaki po drugih državah. Nismo slepi, opazovali smo, kaj se dogaja po svetu in smo videli, kaj deluje in kaj ne deluje, kajti na veliko srečo Slovenija ni bila prvo žarišče v Evropi. Če bi bili, potem bi bila cena takšna, kot je bila v Italiji, kjer se je pač zamujalo z ukrepi. Torej da, vlada je absolutno upoštevala mnenje stroke, rekel tiste stroke, ki je bila bolj na ravni zahteve časa. Če ste opazili, danes je celo Svetovna zdravstvena organizacija, ki je tukaj naredila ogromno napak, od samega začetka spremenila mnenje glede nošenja zaščitnih mask in v zadnjih 2 tednih ne objavljajo popolnoma kontrastališča na svoji spletni strani, kot pa to je bilo to še januarja ali februarja. Ta situacija dokazuje, da se je takrat, ko nekdo nekaj priporoča ali pa celo ukazuje z neko avtoriteto ali države ali stroke in zdrava kmečka pamet pravi, da temu ni tako, ne, zanest bolj na zdravo kmečko pamet. Torej, zaenkrat nam gre zmerno dobro. Veliko zamud smo nadoknadili, vse še ne. Spremljamo intenzivno, kaj se dogaja v tistih državah, kjer so že mislili, da so epidemijo zajezili, pa je ponovno izbruhnila. Tudi po današnjem govoru z ljudmi iz prve bojne črte. Se v bistvu še bolj zavedam, da tudi ta nevarnost ponovnega vala ni mimo. Iz tega vidika je treba zelo pazljiv pri sproščanju nekaterih ukrepov. Je pa že zdaj jasno, na podlagi teh izkušenj, ki jih imamo mi in drugi po Evropi, ki so ravnali pravočasno, ki so se odzivali pravočasno, da se bo veliko tega, kar danes razumemo kot zaustavitev javnega življenja, lahko vendarle postopoma, tudi še pred koncem maja, mogoče kaj tudi še pred koncem meseca aprila, začelo vračati v normalo, potem, ko bo dovolj zaščitne opreme in potem, ko se bomo navadili na uporabo te opreme, ker ni samo dovolj, da jo imamo, treba je prav uporabljati. In potem, ko se bodo tudi nekatere službe, servisi, tudi del industrije, pač navadili obratovati v razmerah, ki postajajo nova normalnost in bo ta nova normalnost trajala nažalost vse dokler ne bo učinkovitega cepiva ali vsaj učinkovitega zdravila.
V zadnjih 5 dneh lahko rečemo, da opažamo stabilen trend oziroma ne opažamo rasti števila pacientov s koronavirusom. Današnje stanje je 53 pacientov s koronavirusom, od tega 14 v enoti intenzivne terapije. Lahko povemo tudi, da je klinični center vrhunska ustanova in da izvajamo tudi postopke za ohranjanje življenja, ki presegajo samo predihavanje z umetnimi aparati, tako da danes bo tekom dneva tudi obravnavan prvi pacient na način, da ga bomo dali na zunajtelesni obtok, se pravi s koronavirusom, in res z najsodobnejšo tehnologijo v Sloveniji poskrbimo za naše paciente. Bi pa rad poudaril, da to seveda lahko dosegamo in vsem nudimo ustrezno pomoč oziroma zdravljenje samo na ta način, ker so vsi Slovenci resno pristopili k zadevi, upoštevajo predloge in na ta način zdravstveni sistem ta trenutek v Sloveniji zmore vso to breme koronavirusa.